Se vam je kdaj zdelo zanimivo, zakaj so nekateri ljudje super bogati, drugi pa ne tako zelo? Ne gre le za to, koliko denarja imate v svojem hranilniku. Skrivnost se skriva v dveh močnih besedah: sredstva in obveznosti. Toda, kaj ti dve besedi resnično pomenijo? In kako lahko njuno razumevanje spremeni vaše življenje? Ostanite z nami, saj boste do konca tega videa izvedeli nekaj, česar večina ljudi ne ve. In to bi lahko bil ključ do vaše finančne prihodnosti. Začnimo s sredstvi. Predstavljajte si, da imate čarobno škatlo. Ta škatla ima moč, da vam prinaša denar. Zveni kul, ne? No, v resničnem življenju so sredstva kot ta čarobna škatla. To so stvari, ki vam prinašajo denar v žep, ali pa stvari, ki vam pomagajo povečati bogastvo. Na primer, če imate v lasti hišo in jo oddajate v najem, je najemnina, ki jo dobite, denar v vašem žepu. Ta hiša je sredstvo. Drugi primeri sredstev vključujejo delnice, ki so deli podjetij, ali celo varčevalni račun, ki prinaša obresti. Vse te stvari vam pomagajo sčasoma zaslužiti več denarja. Sredstva so lahko tudi stvari, ki vam pomagajo zaslužiti denar, kot je računalnik, ki ga uporabljate za delo, ali celo vaša izobrazba. Ja, vaša izobrazba je sredstvo, ker vam lahko pomaga dobiti boljšo službo in v prihodnosti zaslužiti več denarja. Zdaj pa se pogovorimo o obveznostih. Če so sredstva kot čarobna škatla, ki vam daje denar, so obveznosti kot luknjasto vedro. Ne glede na to, koliko denarja nalijete vanj, vedro še naprej pušča in na koncu imate vedno manj. Obveznosti so stvari, ki vam jemljejo denar iz žepa. To so stvari, kot so posojila, dolgovi na kreditnih karticah ali celo tisti drag avto, ki ste ga kupili. Če za nekaj plačujete več, kot to prinaša, je to obveznost. Na primer, če imate avto na posojilo in vsak mesec plačujete obroke z obrestmi, vas ta avto stane denar, namesto da bi vam ga prinašal. To je obveznost. Tudi nekatere stvari, ki se zdijo kot sredstva, so lahko obveznosti, če vam vzamejo več denarja, kot ga prinašajo. Na primer, hiša bi lahko bila tudi obveznost, če plačujete velikansko hipoteko, vendar z njo ne zaslužite nobenega denarja. Razumevanje razlike med sredstvi in obveznostmi je izjemno pomembno, ker vam pomaga sprejemati pametne odločitve glede vašega denarja. Zakaj je torej pomembno, da poznate razliko med sredstvi in obveznostmi? No, razumevanje tega vam lahko pomaga graditi bogastvo in se izogniti zadolževanju. Če se osredotočite na pridobivanje več sredstev in zmanjšanje obveznosti, si pripravljate bolj varno finančno prihodnost. Pomislite na to tako: če nenehno dodajate sredstva, se vaša čarobna škatla veča in postaja močnejša. Če pa nenehno dodajate obveznosti, se to luknjasto vedro le še bolj luknja. S pametnimi odločitvami lahko napolnite svoje življenje z več čarobnimi škatlami in manj luknjastimi vedri. Torej, naslednjič, ko razmišljate o nakupu nečesa ali najemu posojila, se vprašajte, ali je to sredstvo ali obveznost. Ali mi bo pomagalo povečati bogastvo ali pa ga bo manjšalo. Ne pozabite, več kot imate sredstev, močnejša bo vaša finančna prihodnost. Hvala, ker ste gledali. Ne pozabite klikniti všečka, se naročiti in pritisniti zvonca za obvestila, da ne zamudite več nasvetov, ki vam lahko pomagajo postati pametnejši pri ravnanju z denarjem.